Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nam bo prav vsem segla v srce. Spoznali bomo deklico Izabelo, ki živi v revščini in je s selitvijo na drugo stran mesta postala neopažena, nevidna. Ja, prav nihče je ni opazil. A deklica ima dobro srce, rada ima lepe stvari in ima moč, da svet okoli sebe spremeni. Le kako je to uspelo? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nevidni. Izabela si je oblekla najljubši pulover. Led je vil po notranji strani okna in se plazil po posteljnem okvirju. Bilo je prekrasno in Izabela je vedno opazila lepe stvari. Morala pa je priznati, da je tudi hladno. Zelo hladno. Veš, pri Izabeli doma si niso mogli privoščiti, da bi vključili ogrevanje. Pri Izabeli doma si marsičesa niso mogli privoščiti. Tudi takih stvari, ki se nekaterim zdijo samoumevne. A Izabela si raje ni preveč belila glave s tistim, česar ni imela. Konec koncev so v njeni družini imeli vse, kar so potrebovali. Imeli so drug drugega. A nato je nekoč zmanjkalo denarja, da bi plačali najemnino in položnice. Izabela in njeni starši so morali zapustiti dom, v katerem so preživeli toliko srečnih dni, in se preseliti daleč na drugo stran mesta. Izabela prvič ni našla nič lepega, kar bi jo razvedrilo. Ta del mesta je bil prav tako kot njeno počutje. Hladen, žalosten in samoten. Mimo se je pripeljala družina v bleščavem avtomobilu, vendar so vsi gledali naravnost skoznjo, kot da je sploh ne bi bilo. Zdelo se je, da je tudi drugi imenitno oblečeni ljudje ne opazijo. Izabela se je pogledala in ugotovila, da komaj še vidi svoje roke in noge. Izginjala je. Kaj kmalu je bila že povsem nevidna. Tiho je tavala po ulicah, bleda in neznatna kot sapica. In nihče je ni videl. A zdaj, ko je bila nevidna, je prvič opazila, da so okoli nje še drugi nevidni ljudje. Bilo jih je ogromno. Stara gospa je sadila rože v prazne pločevinke. Neki mož je spal na klopci in v parku hranil ptice. Infant, ki je moral zapustiti dom v drugi državi, je nekomu pomagal popraviti kolo. Vsi so bili videti tako sami. Izabela se je odločila, da jim bo pomagala. Sadila je rože v pločevinke, skrbela je za potepuške živali in pomagala je popravljati stvari. Nato so se ji pridružili še drugi in dan za dnem, teden za tednom jih je bilo več. Več kot se jih je nabralo, bolj vidni so postajali. Kmalu Izabela ni bila samo vidna, postala je živahna in prav tak je bil tudi njen novi dom. In tako je Izabela naredila nekaj izjemnega, nekaj najtežjega, kar lahko v življenju narediš. Spremenila je svet okoli sebe. Odlična pravljica, kaj ne? Pravljica, ki resnično seže v srce. In ogromno otrok po svetu živi kot naša enakinja Izabela. In nima enakih možnosti ter priložnosti kot vsi ostali. A s srčnostjo ter dobrimi deli se lahko nekega dne vse spremeni. Samo poglejte, kako je Izabela spremenila svet okoli sebe. Bravo, Izabela. Seveda pa brez družine tudi ne bi bilo tako, kot je. Prisluhnite še kakšni pravljici v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, uživajte življenje, lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!